Dobrodošli nazaj v našo družbo in da nisem več sam, z menoj je že zeleni zabojček, ki od leta 2009 vsak teden prinaša lokalno pridelano ekocertificirano hrano v domove in pisarne. Danes gostimo Gregorja Hribarja, ki je skupaj s svojo poslovno partnerico ustanovil zeleni zabojček. Gospod Hribar, dober dan, lepo pozdravljeni. Živijo, pozdravljeni. Kako je bilo? Videl sem, da ste prišli s kolesom in tale zaboj pripeljali s seboj. So bili taki prvi začetki? Pravzaprav ne, to je napredek. Začeli smo z avti pa s kombi, kot verjetno vsi. Potem smo pa ugotovili, da je dosti lažje, če voziš s kolesom po mestu. Vse logično. Tako, ne rabimo parkirati. Sem pravi Šiške in sem bil po mojem najhitrejši od vseh. Res sem imel sam zabojček, drugače imamo pa s kolesom tudi 40 takih škatel peljamo s sabo po mestu in tudi malo širše. Tako da, ja. Sam ne na enem kolesu? Ja, ne na prikolico. Veliko prikolico in počasi se vozimo, ko sem rekel stari, da se počasi daleč pride, evo, tako delamo. Ne, da ni le ekozelenjava, ampak je tudi ekotransport in ekodostave, imenitno. Odkot pa ideja zeleni zabojček? Zdaj že več kot 10 let dostavljate te imenitne zabojčke okrog po Ljubljani. Kdaj se vam je pa porodila ta ideja, da ljudje bi pa mogoče na dom radi kar dobili eno dobro, svežo zelenjavo in sadje? Ja, danes je to čisto logično. Se zdi pač jasno, da radi dobiš domov. Ampak 2009 pa res nismo ljudje naročali hrane preko spleta. Nam se je zdelo kar nekako, da bo to normalno, da ljudje bodo to sprejeli. Ampak je bilo seveda veliko dvomov. V prejšnjem življenju sem delal druge stvari. Sem več potoval, nisem bil tako ekološki. Sem se pokvarjal z energetsko učinkovitostjo, tako da pol greha odpuščenega. No, pa sem videl v Veliki Britaniji, sem imel take zabojčke, prav tako ekološko hrano, dostano domov že 10 let, če ne 20. Pa smo rekli, Anglija je drugačna, veliko ljudi doma, ženske so doma, ne ve, kaj bi delale, pa pač veliko kuhajo, kakor da. No, pa smo rekli, to ne bo šlo pri nas. Potem pa vidim, da tudi v Avstriji delajo enako, pa v Nemčiji. Če sem pa tam, ko je pa dosti podoben slog, kot pri nas, pa se zdi tudi tukaj mogoče šlo. In ker sem tak, ko sem bil mlajši sploh, sem imel več idej kot pa časa, ampak ena pa moramo narediti do konca. Pa sem prosil še Aleksandro, takrat sodelavko v tistem podjetju, če bi to tako za hec, popoldanski hec. Ampak ker ta hec vseeno mora biti uraden, smo naredili DO, pa vse kot mora biti, in potem se kmalu certificirali, ker ne moreš kar ekološke zelenjave ne moreš kar prodajati. Rekel, da bi prodajal ekološko zelenjavo, moraš biti pregledan. Kar naprej te občasno, ampak redno, pride kontrolna organizacija, pogleda, kaj si kupil, pogleda, koliko si prodal, in če si prodal več, kot si kupil, to ne bo v redu. Jaz sem kupil 2 zeli, pa to seveda, tukaj pol neki narobe. Ker davkarji pa gledajo drugače, si kupil več, kot si prodal. Tako da si taki škarjah in zares smo delali to, kot je prav. Tako da smo potem bili certificirani kar kmalu in začeli tule prav blizu na Obrijah, Snebarje, Obrije, ta konc Ljubljane. Tam je moj sošolc doma, strojnik sem fohal, in je rekel, mi imamo pa doma ekološko kmetijo, še za časa študija. Pa je pol tako, prišlo, kaj je ta Saša, pa Studnovi pa to, in smo potem pri Studnovi začeli. No in potem smo se malo selili, iskali lokacije, to kot vi. In zdaj smo spet tam pri njih nazaj. Tako da od tam imamo bazo, tja pripelje naši kmetje iz vse Slovenije, pa pogledajo, kaj se pripravlja v tem tednu. In od tam potem mi po Ljubljani pretežno s kolesi, izven Ljubljane pa ne, v Kamnik ne peljemo s kolesom. Ja, v Kamnik ne peljete s kolesom. Z vlakom. Z vlakom. To ideja ni slaba, ampak tudi to smo že premišljevali. Sam žal Slovenske železnice so res včasih tako storitev, si dal na vlak v Ljubljani in so potem peljali v Kočevje in tam pustili na postaji. Tega zdaj žal ni več. Tako da, ampak verjetno je veliko teh GLS-jev pa vseh teh. Tako da tudi mi smo izven Ljubljane, izven osrednje Slovenije, tudi vozimo preko GLS-ja, ker sami tudi nima smisla, da bi vezili Mursko Soboto par zabojčkov. Tudi tja lahko naročiš, pa pripeljamo domov. Samo je malo daljša pot. Je tudi tukaj logistični zalogaj, zelenjava, sadje, take zadeve, imajo svojo življenjsko dobo. Zelo kratko. Zelo kratko, svežine. Če pogledamo. Če kar pogledamo, kaj pa noter. Ta vrečka je zdaj taka poletna vrečka, oblekice jim rečemo. Ker včasih pogosto pripeljamo domov ljudem, recimo v Vodice. V Vodicah je ena gospa, več gospa je, in jih ni doma. Zdaj pa
da ne bojo nas čakali, da smo doma, pa tako pustimo pred vrati od hiše, kar je čisto ok. Razen če je -20 ali pa če je +30. In potem damo to obleko gor in potem zabojček lepo počaka do večera ali kadarkoli je treba, tam pred hišo še kar hladen, čisto v redu. Tako da zdaj, kako narediva, ki imate vi tega gospoda, ki nas gleda? Tako, ja, to gor vse vidi. Ja, zdaj zelo zelen je zdaj še, ker je pač pomlad in so noter predvsem take listne zelenjave. Tako da če našteva tudi na vrh. Špargle. Špargle, vidite, a to poznate? To je moj zabojček, to je prav naš družinski zabojček, ki sem ga zdaj vzel iz skladišča. To pri vas doma jeste? To bomo v tem tednu pojedli, prav tole, kaj vam bom pustil. Ampak imamo še en zabojček, ki mi doma veliko tega pojemo. Kdo pa drug, če ne mi. Tako da tukaj noter so zdaj jagode, teh je zelo malo, bolj za vzorc in so tako zavite, mi se zelo branimo embalaže. Ja. Tako da, ampak zdaj, ko sem pripeljal v školi, sem se dal to vrečko, ker to skače in pol to bilo poceli. Te jagode so take najslabše, mi je povedala Martina, moja kolegica, je rekla, jaz se ti upravičujem, ampak jaz malo zmanjka jagod, ste dobili potovčene, ste dobili. Mi bomo kar povedali doma vseeno. Tako da niso najlepše, so pa dobre. Ker z jagodami je ta hec, v trgovinah dobite jagode, ki so res lepe in zelo obstojne za transport. Te jagode pa niso tako obstojne, so za tržnico, take sorte so. So pa bolj slajše. So pa ful slajše. Res veliko slajše. Tako da jagode poznamo, a tole poznate. Ja, to je pa Maxi Regrat. To je Maxi Regrat, ja. Kako? Sem se zdaj spomnil, je to res Maxi Regrat. Tako po okusu je res tako, ja. Ker je to cikorija, Ivana Cankarja. Sam Cankar je jedel to spodnji del, ker je z njega pol dobiš korenino, pa pol kuhaš kafe frojo. Iz korenine, ne? Bela kava iz cikorije. Tako, ne. To pa je vrhni del, ki je pa to, iskreno povedano, to je strašen grenk. Da bi to človek pojedel tako kot zajec, ne bo v redu. Mislim, če pa malo popečemo morda, ker jaz se malo s kuharjem ukvarjam, si pa predstavljam, da to razvije take note malo, tako kakor janeš ali pa kakšni radiči, kar potem radič dobijo. Radič domače bi rekel. Tako da zdaj, če to malo pobrskamo še naprej, ok, solato vsi poznamo, ali lahko na pamet. Ja, se vidi, lahko to, kamor miza je vse razstaviš kaj noter. Čista razkužena. Ok, to imamo zdaj, so rekle, cikorijo. To imaš tako pol, da imaš za eno broka, če si tak kar jedec. Mi to potovčemo v enem kosilu. Tole poznate, to je taka hecna reč? Ja, to so pa tele, ali so čebuljni, ali pa česnovi vršički. Ja, vidim, da niste iz požup prplavili. Ne, jaz za kulinariko sem pa ta prav Pski rečejo temu, na Primorskem. Pski. In to je tudi fino ravno za školjkami skupaj jedo. Super, ja. No, to je tak. Česen in je takega malo bolj blagega okusa, kot prav česen in je krasno. Jaz to rad, da vem, ker doma včasih pustimo čebulo, pa če ni bila dobro spravljena, začne že poganjati ven in meni so te poganjki strašansko okusni. Eni reče tudi za nič, ampak zares je pa čisto dober. Tudi tu veliko se s tem ukvarjamo, kaj zgleda za nič, zares pa ni za nič. No, pa nas doma tudi imamo mleko in mlečne stvari. To je Kuchenbergerjeva skuta, mlajši kmet, če je kmet pod 50 je že mlajši, on je pa res mlajši, on je pa star tam kot 30, fejst fant, mož in ima krave, ki jejo samo seno. Torej, ti imajo reče pa senino mleko in je boljše. Pa či zares so krave narejene za travo jesti, niso narejene za silažo. Ker silaža pa koruza, to ni njihova prava, mislim. Ja, ni to njihova prava. Niso narejene, tako imajo težave. Niso narejene za njih. Tako da meni se zdi to fajn. Najboljše so tiste, ki se pasejo. In to so take in tudi pozim pa jejo seno. Takole, pa imamo pa še stvari. Če bom preveč govoril, kar povejte. Ne. Jaz to rad govorim. Jaz sem to... To vidim, Gregor, vi kar govorite. Če mene plačali tako zato, da govorim, bi bil zelo bogat. Tako, to pa tudi poznamo, to pa mlad krompir. Tega moramo pa samo malo ga operemo s kakšno krtačko, pa v ponvu ali pečico, pa je superca. To je zdaj tak čas. Zdaj tak čas je res fajn. Edino letos imamo pa težave, oziroma imajo kmetje težave. Če mi rečemo, da imamo mi težave, mi imamo majhne težave. Če ni robe, če ni pridelkov, več je pa zmrzal hudo. Se veste, aprila je šlo skoraj vse. Mrz je bilo po zimi. Čist, in so šli vsi ti zelene stvari, so šle tudi krompir na Primorskem je šel, ki bi moral biti mlad že maja, pa ga ni bilo, to je zdaj celinski krompir, rečemo, ker so ga imeli topli gredi, drugače ga tudi še ni. In smo imeli težave, imajo težave z sadjem.
Ponovadi v tem času se najemo že češenj. Letos jih je bilo zelo malo. Mi smo jih imeli tako za vzorc. Res, tisto za vzorc, 2 tedna recimo, pa zmanjkali. Imamo zbrt enega tazga kmeta, ki nam vozi spomladi češnje, potem na jesen kakije, grozdje tudi nekaj malega. Tako da imamo pa več kmetov, tako da nimamo samo enega za eno stvar, seveda. Se pa tako trudimo, vsako leto recimo se že na kmetih vse bolj počasi. Ne moreš nič danes na jutri. Moraš recimo nekje decembra, januarja pogovarjamo, kaj bomo v tem letu jedli. Mi zdaj že vemo, koliko bomo zabojčkov prodali, bližnje, če ne bo kakšne korone, ali pa če ga ne bomo kaj posebej biksali. Vemo, kdaj bomo rabili, zdaj čas, ko gre ljudje na morje. Drugi teden je praznik, veste, v petek je praznik. Ja, v petek je praznik, dela prost dan, dan državnosti. To pomeni, da je petek in pomeni, da je v četrtek, mi dostavljamo od torka do četrtka in tudi potem ljudje jemo med vikendi, eni je med vikendi, drugi je med delovnim tednom, zelo različni smo si, ampak kakorkoli, ker je petek podaljšan vikend in potem ljudi ne bo doma in mi zdaj živimo, da drugi teden bo tako približno 30% manj naročil kot v tem tednu. In to moramo tako nekako pogledamo koledar in tako približno. Pa da se ne naroči preveč, potem. Ja, se potem tako zgleda, Ljudje, danes je četrtek. Danes je četrtek, tako je 17. 17. četrtek, tako naša Martina, ki skrbi za nabavo, bo poklicala vse kmete, nekateri pošlje po mailu, imamo tako enih 15 takih, ki zelo redno z njimi delamo, pa potem še enih 50 takih, ki pa pokličejo, kadar imajo. Tako, kadar je dovolj še, da gre lahko na okrog. Ali pa je tak čas, recimo, se že malo tudi Martina pogleda, recimo zdaj bo čas za reciva ribes. Ribes, in pa potem kmet teden prej poklical, rekel, jaz sem pa do tega imel tako enih 100 kg ribeza, vas zanima, seveda nas zanima, in potem Martina reče, Urški ali pa meni, reče, jaz imela pa drugi teden ribez, pa solato, pa vse to. In potem se odločimo, kakšni bodo zabojčki, ker nekaterih je tako, kot sem jaz. Mene vsem, kaj dobim. Razen včasih rečemo, v hladilniku imamo pa zdaj ful korenja. In zdaj ne vemo, kaj s tem korenjem, pa rečemo, v drugem tednu pa ne bom korenja. Potem gre na spletno stran, in rečem, korenja pa ne bom, in bi pa želel še 2 kg kruha. To je kruh, tudi kruh imamo eno fino pekarno, iz 9. vasi, malo reklame seveda, ki peče ekološki kruh, tega ne smem pozabiti, to je tudi pomembna stvar, ki peče ekološki kruh in ga dostavi vsako jutro, tik preden dostavimo zabojček. Tako da tudi svež kruh pride z zabojčkom. Ja, moke, olja, pač vse, kar je za jesti, drugega pa ne. Pa kar precej to, za jesti je že kar precej stvari lahko. Tako da ona naroči, ona pove, kaj imamo. Potem mi oblikujemo zabojčke, zato ker so taki brezbrižni, pa kar vse jejo. Da poskrbijo, da jim že zeleni zabojček poskrbi za njihovo raznolikost pri prehrani. Tako ste lepo rekli, ja. In tudi fajn jim je, ker ne vejo, kaj bo dobili. Pogledamo ta reče, tole so pa, kaj pa je to za nareč, in pa pogleda na listek, pa kasneje pa reče listko. In reče, to so peski, točno peski so, pa tudi bavnica, pa to, ampak to je sem bolj nobel, ker pogleda sem gor. Peski, kaj pa s peski narediti? Pa pogleda pa na drugo stran, pa reče, peski pa lahko tudi skuham, tako pa drugače. Da je tudi kakšen receptek zraven, tako je tacga na svet. Tako, zdaj imamo ta listek, je že kar nekak institut pri nas, od 2009, vsak teden damo drug listek noter. In imamo oddelek za lepe umetnosti v naši hiši, ki dela te listke. Ta oddelek tudi dela take nedeljske maile, ki jih pošiljamo vsako nedeljo, kjer povemo, kaj bo v drugem tednu, kaj je šlo narobe, kaj se je zgodilo smešnega. Recimo lahko povemo, v tem tednu nam je en znanec, tudi naroča zabojčke iz neke periferne, srednjoslovenske šole, poslal tak detektivski fotko, kjer je povedal, da so pa dobili nagrade za devetošolce iz županove pisarne, neke knjige, nekaj takega, v zelenem zabojčku. A ni to lepa zgodba? Je lepa zgodba, tako da to je krožno, še zeleni zabojček je bil uporabljen še za nekaj drugega. In jaz se bojim ali pa mislim, da bo ta zabojček potem prišel nazaj, ker te škatle seveda je bi bilo škoda stran vrst. Tako da ljudje, ki pripeljemo škatlo na dom, pustijo pred vrati ali od stanovanja, če so v stanovanju, ali pa hiše škatlo, če jih ni doma, sam zamenja prazno za polno, tam počaka tistih par ur pred stanovanjem zabojček in pride domov in mi imamo prazno škatlo, oni polno, 5 nov teden.
Tako da imamo, tako lepo in te škatle so se res lepo navadili ti naši naročniki, da jih vračajo, tako da jih porabimo 7-krat, 8-krat, preden so pa zmatrane toliko. Ja, potem se pa lahko karton tale se lahko reciklira, ponovno uporabi. Ja, pa je kar v redu. Bilo bi še bolj, če bi bili zavedno, ampak žal tja pa še nismo prišli. Gregor, najlepša hvala za enkrat. Na hitro bova skočila v oglase, da lahko midva sama malo še pobrskava po zabojčku ali pa kaj pregrizneva. Po oglasih pa nadaljujemo z zelenim zabojčkom in kaj vse si lahko naročite na vaš dom, da bo tudi vaša prehrana ekološka in pestra. Stanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, pogovarjamo se o zelenem zabojčku in vse, kar je notri dobrega, naprimer kot ta bučka, z menoj pa Gregor Hriber, ustanovitelj. Gregor, lej, a je to en tak mejhan polžak? Lej ga. Ampak je res. Pa res veš, da je katastrofa. Pa res veš, da je vse sveže, pa tako in ekološko, ne? Če je bilo to šprican polžak, ne bi hotel biti. Preživo, jaz mislim, da ne, ja. Polžak ne bi hotel biti gor. Moj otrok mogoče ne bo vesel tega, mu ne bom pokazal. Je vseeno občutljiv, če je sin takega očeta. Ampak tako je pri nas, ja, či zares je to zelo živo. Tako da imamo zelenjava sploh je taka, tako iz danes na jutri. Pa nasploh zdaj pomlad je veliko, tako vse sveže, zdaj je še mokro, se ne bo dolgo, če bo tako vreme, tako da je kar živahno tole. Zdaj se kar suši. A lahko jaz po zabojček tudi sam pridem do vas? Ja, drži. Zdaj, či zares je dosti bolj komod, če ga pripeljemo mi. Ker veliko ljudi reče, pa mi ga bo doma ukradili, če ga v bloku živim, pa mi ga bojo vzeli, pa sosed ga pojedel. To se ne zgodi. To se ne zgodi? To se ne zgodi. To se zgodi to pogosto kot, pa vem kaj, kot rob sredi Vatikana. Evo. Se je zgodilo najbrž, ampak že res dolg, ne? Mi smo zdaj dostavili teh, koliko je to zdaj, 12 let, približno 100,000 zabojčkov. 100,000? Tako, kar se iz tedna v teden, 50 tednov na leto, 12 let, to pa je toliko zabojčkov, 100,000 recimo, kar lepa cena, pa še malo premalo verjetno. In od tega so zginili ne 3. Zdaj, zakaj so zginili, ne vem, lahko te gre za odnesel, lahko da smo ga mi narobe dali, tudi to se zgodi, ker tudi to smo gotovili, če bo lahko šlo narobe, bo pa preko slej šlo. Kaj jaz mislim? Nutrije, zvite so. Nutrije so bile. Zvite so, ka ne vem kaj, veš, in če je bila blizu reka, pa to, one so ven prišle, Šiške je bilo. Živalski vrt, ja, lahko tudi kaj ven pride, in to živali so pametne, in vejo, da tudi dokazov ne smejo puščati. Ne smejo predjeti, bo Radio Gaga delala konkurenca, če bo to smer šla. Nutrije so, ja, ne, zares so ljudje zelo prijazni. Imamo zelo lepe izkušnje s tem, tako da nimamo nikoli težav, res, ne se malo skrbeli na začetku, a smo ljudje res taki, da malo krademo in drugemu, to se ne dogaja, sploh ne sosedu. Tukaj na vsakem zabojčku piše, komu paš, čigav je, in če ti veš, da si ti Gregor pojede zabojček, ti ne bo okej. Je pa res, če ga pustimo pred nabiralnikom spodaj, tako da je od vseh prostor, tam pa ne bo počakal. Tam je pa tako nekak splošen pol. To je pa zdaj za vse, to je en klep pozabil. Ja, in zdaj to treba porabiti, ker to se pa pol zgnija, veste, jagode grejo eno dnevo, tako da luštna služba je, luštno delo je, ker jaz se rad povem, da imamo mi, naši naročniki, tako malo premaknjeni v smer prijaznega. Od teh približno 5,000 različnih naročnikov, po mojem smo imeli do zdaj, eni so zelo z nami, eni so že 11 let, prav tako od začetka, in tako nikoli nič ne reče, da je kaj narobe. Kar pa gotovo kaj je. Lahko je že pol žgor, ki ti pojedu pol buče, recimo. Ja, na primer. Pa rečejo, pa to se zgodi, ni panike. Eni pa rečejo, ni v redu, pa rečemo, res ni v redu, dam nombropis, pa je stvar urejena. Ali pa ti, Gregor, ti kdaj pol tako rečeš, si tako, joj, zadnjič sem pa mekinčevim, so jim pol buče pojedel, saj so bili zelo in bom dal pa jaz zdaj ekstra pol, in bom dal pa eno mehno bučko zraven, še tako le skriv. Tako naredimo, ja. Kot presenečenje. Ja, pa so fajn, so ljudje tudi pol tako, eni so zelo pozorni, pa tako jim je fajn, drugim, pa tudi če jim ni fajn, zares se nam, mislim, tudi če ne opazijo vsega tega, nam se zdi tak, ko mi temu rečemo, tako se ne delamo, mi pač to delamo, ker nam je fajn. Mi pa od tega drugega počeli verjetno. Jaz sem strojnik, kolegica je geografinja, ena antropologinja, tako smo iz vseh koncev in to ni edina stvar, ki jo verjetno ne znamo, ampak zares nam je tako prijetno. Če si strojnik, potem te ne povabijo v studio, da bi lahko klepetov. Ja, redko. Če kakšnega robota se stavi, recimo, ta zelo hudega. Pa kakšen nov stroj, ki laufa na bučke. To bi tudi šlo, ampak
nam pa to res tako fajn odnese v življenje. No. Moram pa povedati, ker smo pa zelo veseli, tudi država, kakorkoli, za kmetijstvo je pa precej denarja gre. Ko pač je, skozi subvencije, in mi smo zelo veseli, ker zdaj v zadnjih 5 letih predvsej podpirajo to lokalno, ekološko, če zares ne, to zelo, predvsem pa lokalno pridelavo in so imeli neke razpise in smo se mi tudi prijavili in smo dobili denar in moram povedati, da bodo vsi vedeli, tudi država nam je dala 50,000 evrov. Ja, ful, tako, se sliši res veliko. Sem projekt lokalno in okusno, nek razpis sodelovanje in tako okvir je, ki je za veliko, ne samo nam, so dala vsem, ki so ga pač, so si ga, škoda, so se prijavili, če bi ga nam dali še več, bi še bolj veseli, ampak je super. Tako da nam je to omogoča pol, da smo se malo postavili na noge, ker zares pa to ni stvar, ki bi človek rekel, zdaj gledal televizijo, pa reče, to pa zdaj počelo. To pa zdaj je strašen biznis, in bomo bogatel čez noč ali pa v 5 letih. Jaz sem še vedno isti avto, kot sem ga imel, ko sem začel 2009, pa takrat ni bil nov. Tudi zato, ker mi je vse en kakšen avto imel. Še zmeraj imaš istega, takrat ni bil nov, očitno je pa dober. Še vedno dela. Še vedno dela. Ni električen, takrat jih še ni bilo, ampak čisto zares se nam zdi, da je hrana bolj važna, kot pa to, s čim se voziš. Definitivno. Nisem. Ker hrano damo vase. Uno pa pokažeš, avto pokažeš in se tudi drugi vidijo, kaj ti imaš, koliko si uspešen. Če pa ti zeleni zabojček ješ, nekateri že rečejo super, teh je zelo malo. Ker ljudem pa vsem bolj važen, in taki smo, to je normalno. Tako da mi imamo enih 5% ljudi, ki mi je fajn to, za nas je dovolj, mi smo ful veseli in tako da je spravno. Delam gre fajn, tudi korona me je nekoliko pomagala. Ste imeli, si predstavljam, malo več naročil, zdaj med korono, ko ljudje niso hoteli niti v trgovino iti. Zato je šlo, tudi nekateri so, mi imamo ponavadi ljudi, ki rečejo, ok, jaz hočem jesti ekološko, super me je, ki prijedete domov, ali pa enim je, ki rečejo, ok, fajn, ki me prijedete domov, pa tudi ekološko je super. Ta kombinacija bom plačal, takle zabojček stane Ko čez prst? Čez prst, 30 evrov, 25 do 30. 25, ko recimo. Odvisno, koliko jagod hočeš noter. To je zares tako, Če bi vzal zabojček jagod, bi bil pa 100, Ja. Imamo ljudi, ki naročijo 5 kg jagod, ki sezona reče, mi samo jagode jelo, ki se jih ne prežremo. Drugi pa rečejo, ste 3 prske in daš 4 rečejo, 3 sem naročil. Tako da, jaz ne bom, ker jim pa še na obisk. Oprosti, zdaj odžiram, tvoje družini odžiram, ne bo za cel teden, bo samo za 6 dni, zdaj tudi Luka tukaj zraven je. Bom pa zarežil torek dobil drugega. Ampak, kako rečejo temu Primorci? Pski. Pski, česnovi pski. Sam pski so. Ampak, to ima pa tak prijeten okus, malo na mlado čebulo, ampak bolj polnega okusa, mečkam bolj zapeče na koncu. Ker je tak. Priporočam vsem. Jaz tudi. Ampak prav iz zabojčka mora biti. Ali pa z domačega vrta, tudi to, če zares rečemo, ker do naša konkurenca, to moram povedati. To so res strašna konkurenca. Babice. Babice so največja, da ne rečem nadloga. Vse imajo vrtove, vse imajo čas, vse je ekološko izpod babičinih rok. Skoraj vse. In je res, nam se zelo pozna, ker tako poleti, zdaj recimo v tem času, do domači vrtovi, da bodo pač, zdaj bo čez bučk, čez 3 tedne, bodo imeli vsi bučke in vse babice in vsi sosedje. Ne prodamo več nobene bučke. Ne prodate pa takrat nobene bučke več. Ker tako zares je prepoplavljen, vse hiše so poplavljene z bučkami, potem so, z jagodami niso ponavadi, tako gre, ali pa solato. Solata zdaj bo ta čas, še en mesec pa neha, ker pa vroče, pa konc solato. Ampak zdaj je bo vsi imeli. In nam tako zelo prijazni ljudje, naši naročniki rečejo, zdaj pa ne bi več, ali rečejo, sploh ne bi več zabojčka do recimo oktobra, ki imajo svoje vrtove, ker oni so navajeni dobro jesti. Če ti greš v trgovino, pa kupiš tako navadno breskov ali pa tako breskov, ima drug okus. Ima zares drug okus, kakorkoli obračamo. In težko pol tako ješ, ker si razvajen. Težko se vrneš nazaj. Res je tako, na bolj preproste okuse. A pa rečejo na slabše? Na slabše. Lahko jaz sem se hotel bolj diplomatsko izraziti. Jaz pa ne, ker sem malo tak ostro beseden. Ostro beseden, tako je. Tako da zares so ljudje potem navajeni, da je to in poleti imajo svoje vrtove, rečemo super, se potem vidimo 1. oktobra, potem 1. oktobra bomo spet nov zabojček, ampak ga sami naročijo. Ker treba vedeti, da ljudje eni kar jejo to, kar pripeljemo, pa rečejo, vse mi je,
za 25 evrov mi pripeljete vsak teden, razen da bom šel na dopust. Da bo raznolikost, da bom presenečen. Tako, to še eni. Sezonsko, ne? Eni si pa sami izberejo vse. Ne? Tako, in pol takih, kar rečem. Jagode pa peske mi pripeljejo. Recimo 6 kg jagod pa 3 kg peska. In to mu zdaj tako, ne? Pa skuto. Pa skuto. Solato? Ja, jaz pa solate pa nisva tako velika. Okay, to. In ti ljudje pa rečejo, to in pa prejema sem 6 kg peskov, super, nas ne zanima. Ne? Tako da nam je to, v bistvu, super nam je, ker itek prodajamo samo to, kar imamo. Po zimi nimamo paradižnika. Ne. Ker imate lokalno in ekološko, ne? Imate pa tudi bolj gomoljno zelenjavo, si predstavljajo zimsko zelenjavo. Zdaj poleg, ker nekje februarja si malo žalosten. Ne? Zdaj zares je tako, mi nismo nikoli prodali samo slovenskih stvari. Zaradi dveh razlogov. Eno zato, ker mi verjamemo, da je lokalna hrana tista, ki je predelana tako blizu. Ne? Da krompir ne govori italijansko ali pa slovensko. Krompir je pač zrastel v eni zemlji, ki ni sveta italijanska ali pa sveta slovenska, je boljš, če je slovenska, ker ima, če se meje zaprejo, boš pač lačen pol, ne? Če ne boš imel za jesti. Pa mi damo rajš delo našim sosedom, ne? Ker je boljš imeti bogatega soseda, pa revnega. Ne, mislim, tako, ker bogati ne skače to kozelje. Pa bogati ti lahko pomaga, ne, če je prijazen, če ti do njega prijazen. Tukaj imamo te listke, delajo naš, tam smo na Obrijah in dela naš sosed, tako prav zares sosed te kmetije in on ima od tega nekaj malega, ne, ampak je fajn. Ne, on nam pomaga, jaz rečem, Francija, ti lahko pripraviš ta listek do jutra zjutraj, ker ga res rabim, pa reče on, no problem. Ne, pa reče, težko, ker lih čopči, pa rečem, bom pa zjutraj. Super, ne. Tako si pomagamo, ali pa imamo kolesa, ne imamo ful koles. Imamo tukaj en servis, bliž železniške, ker tako pač ti čez noč pomaga, ker rabiš pomoč. Ne? Če imaš pa ti neko mega korporacijo v Ameriki, ki je mogoče pol cenejš kolo, ali pa karkoli. Ne more pa čez noč pomagati. Tudi noče ponavadi. Tako da. Tako. Gregor, ta teden sva videla, kaj je. Ja. Mogoče kakšen namig, kaj nas prihodnji teden čaka v Zabojčku. To pa skrivnost. To pa skrivnost. To še za mene skrivnost. A ja, še sam ne veš. Ker danes je torek, danes je četrtek. In Martina bo danes videla, kaj bo v Zabojčku v drugem tednu. Ker bo ona rekla, glej Gregor, mi imamo pa v drugem tednu 500 kg solate. Ja, nič. Bo v Zabojčkih bo. In imamo zdaj ful bučk. Bučke bo zdaj postale take gromozanske, ta je že velika, ne? Ta je za mene dobra, za kakšnega pa že ne več. To je meni zgleda raven prav velika. Nisi tako izbirčen, ne? Bučke moram pojesti. Kaj si rekel bučka, ne? Če bi rekel cukina, ne, bi rekel, ma ta je malo velika cukin, ne, ma ta cukin je malo velik. Viš, to nisem premišljal. Bom ti malo razmišljal še. Gotovo bo kakšna solata, gotovo bodo mogoče še jagode, šparglje gredo zdaj ven, bo mlada čebula, bo... Pa kakšni peski? Peski pa ne bo več. Ne bo več peskov? Peski bojo šli zdaj, peske ti pustim tule. Pa še dobro, da sem kakšnega pojedel, ker moram pa reči, zdaj, ker ga pa jem višje, ko greš, bolj pikanten ratuje. Sem čutil, kako nekaj iščeš, ki bi si lahko malo Ja, bolj pikanten ratuje. Gregor Hribar, najlepša hvala za obisk, žal nama je zmanjkalo časa, bom pa vesel, če še kdaj kakšen zabojček prineseš, moramo mi enkrat priti do vas. Nismo daleč. Niste daleč, ne? Na kolo in smo tule 15 minut stran. Super, da bomo videli, kako se stavite kakšen zabojček. Dobrodošli in tudi seveda vaši naročniki, ali če naročijo zabojček, taki smo najbolj veseli. Lahko se samo pojavijo naše novičke, tudi takih smo veseli, samo takih ne živimo, ne? Živimo od njih, ampak najprej moraš stranko prepričati, ne? In jaz sem prepričan, da po današnjem intervjuju... Vsaj dva se bosta gotovo odločila. Tako je, ne? Janez Bratuš je tudi rekel, nekaj je prišel, pa če bom 2 kosila več prodal s tem intervjujem, ne? Pa tudi če nobenega. Pa je bilo že v redu. Prav prijetno. Ampak da informiramo ljudi. Jaz sem prepričal, da je za peski fajn, to je to za danes, ne pa lahko tudi krim kar spati. Peski čudoviti. Jaz že razmišljam, veš, kako jih bi pripravil. Gregor Hribar, zeleni zabojček, najlepša hvala za obisk. Če bi tudi vi radi zdravo, sveže in raznoliko jedli, le obiščite njihovo spletno stran zelenizabojček.si, tako enostavno je in že do vas lahko prihiti. In potem imate za cel teden zelenjave, sadja, same zdrave hrane, tudi kakšen mlečni izdelek se najde, tako da ne oklevajte na njihovo spletno stran in zaužijte vse to, kar je dobro, lokalno, pa tudi od kakšnega našega soseda, predvsem pa ekološko certificirano. Kaj ne, Gregor? Drži. Drži in dober tek, se gledamo.